Predvsem zato, ker želimo naprej razvijati tisto, kar smo začeli leta 2015, ko smo dobili odobren projekt z izobraževanjem nad demenco v programu Erasmus plus, in ta se je zaključil v juniju 2017 in to je nekako nadaljevanje v smislu uporabe vsega, kar smo se naučili in razvili v tem projektu, ponuditi na demenci prijazni točki. Demenca lahko nastopi v vsakem življenjskem obdobju, ne glede na to, koliko je človek star. Torej, mi smo bili seznanjeni z praksami, ki so govorile tudi o zelo mladih osebah, ki so obolele za demenco, in ko so organizirali recimo podporne skupine oziroma skupine za samopomoč za njihove otroke, tako da ja. Vendar vseeno večinoma ljudje pač se soočajo z demenco v kasnejših obdobjih življenja. Na Ljudski univerzi Kranj je to že 8. točka, demenciji prijazna točka, ki jo odpirate v Sloveniji. Tako je, ste prav povedala. Zdaj v prihodnje si mi prizadevamo, da bi bilo teh demenciji prijaznih točk še več, se pravi po različnih regijah v Sloveniji, tudi v manj razvitih regijah, kajti zelo je pomembno, da se o demenci javno spregovori, da imajo tako osebe z demenco, svojci in pa širša javnost dostop do potrebnih informacij, da pride do ustrezne svetov, da je znamo usmeriti do potrebne pomoči in pa seveda, da prispevamo na ta način, da osebe z demenco ostanejo čim dlje del družbe, aktivne v družbi, da jim omogočamo neko dostojno, spoštljivo življenje in pa seveda kvaliteto bivanja v neki lokalni skupnosti. Kakšen je vaš cilj za vse te točke po Sloveniji? Naš cilj je v bistvu pomagati čim več ljudem, tako osebam z demenco, svojcem, skratka zelo različnim akterjem v družbi. Skratka, pomembno je, da se o demenci spregovori kot problemu sodobne družbe, ki si seveda zasluži neko multidisciplinarno obravnavo. Na demenci prijazni točki bomo organizirali, pripravljali različne delavnice za osebe z demenco, torej za tiste, ki so še samostojni, ki jim je bila diagnosticirana demenca v neki zgodnji fazi in se da z različnimi vajami še mogoče preprečiti hitrejše napredovanje demence, pa tudi za svojce, ki skrbijo za osebe z demenco, da jim bo mogoče z novimi znanji lažje, pa tudi s povezovanjem in z nekimi razbremenilnimi pogovori. Seveda pa nameravamo tudi vse tiste poklice povabiti oziroma osebe zaposlene v vseh tistih poklicih povabiti na delavnice, da se naučijo komunicirati z osebami z demenco in sploh kako reagirati, če imam nasproti sebe osebo z demenco. Seveda ob tem moram pa najprej vse znake poznati.